En lep pozdrav na ta lep junijski večer, v tem najlepšem, enem lepših mesecev v letu. Seveda bi bilo veliko lepše se srečati tako, kot smo najbolj veseli, nekako v živo, ne iz svojih sob, dnevnih sob, pisarn in drugih krajev, iz domačega ali službenega okolja. Ampak nekako smo se odločili, da ta prvi dogodek Posavskega muzeja Brežice kot partnerja projekta Ajdovske zgodbe iz Posavja še nekako priredimo na tej platformi, da to tudi posnamemo, da je to na voljo tudi širnemu in vesoljnemu svetu s pomočjo našega Facebooka in kasneje seveda tudi na našem YouTube kanalu. Tako da lepo vas vse pozdravljam, hvala, ker ste si vzeli čas za ta dogodek in kar predajam besedo vodji tega projekta, to je pa Bernardka Zorko iz Zavoda Svibna, ki v bistvu je tista, ki nas je nekako združila v tem projektu, je tista, ki nekako žene oziroma priganja, preganja, poganja ta projekt in smo zelo veseli, da je ona ta naša gonilna sila in da bomo na vso moč in seveda z vsemi možnimi močmi ta projekt speljali odlično in ne samo v tem času, ki nam je naklonjen skozi projektne aktivnosti in sofinanciranje, ampak predvsem za tisto, kar smo že nekako sodelovali, kar smo že naredili, kar je že narejenega, se to oplemenitili, dodali številne aktivnosti in seveda se zavezali, da bodo trajnostne, to se pravi, da se naš projekt ne neha takrat, ko je oddano poročilo in prejet denar iz teh odobrenih sredstev, ampak da je ta zavezanost za dolga leta naprej. Torej, Bernardka Zorko, lepo prosim še za tvoje uvodne besede. Hvala lepa, Alenka, in lepo pozdravljeni tudi v imenu Zavoda Svibna in celotnega partnerstva. Sicer ne vem, če je še kdo zdaj z nami, ampak torej Posavski muzej in Zavod Svibna. V projektu je torej še več partnerjev, občina Krško, javni zavod KŠTM Sevnica, pa javni zavod KTRC Radeče in še gospodinjsko podjetje Sevnica, hotel Ajdovec. In vsi partnerji skupaj bomo poskušali res odkrivati, razkrivati, kdo so bili Ajdi, kaj so pustili v Posavju in vse to potem integrirati v eno nove oziroma pač povezati v nove zgodbe oziroma te stare še dodati, nadgraditi, tudi s ciljem, da se poveže naravo in naravno dediščino s kulturno. Tudi zato je naš projekt nekako tudi pač uvrščen oziroma vso prispeva k ciljem ohranjanja narave. Je pa seveda tukaj veliko pač kulturne dediščine Ajdov, ki so seveda bili pa očitno tudi zelo povezani z naravo. O tem bomo od Ajdih sicer več zvedeli potem, ko nam bo pač Jana, verjamem, v zelo zanimivem predavanju to podala. Jaz bi mogoče samo na kratko še, kaj vse bomo počeli. Zdaj, v bistvu, nekaj aktivnosti je bilo že narejenih, predvsem občina Krško, ki se je mudilo zaradi zaprtja Ajdovske jame, je v tem pomladanskem času že obnovila oziroma uredila na novo nekaj jamske infrastrukture v Ajdovski jami. Imamo tudi nov logotip v ozadju Jane in Alenke, te ajdovske deklice, ki se razteza oziroma razkorak stoji na obeh bregovih Save in pere perilo, tako kot je pač enih od zgodbic. Potem v bistvu na Posavski muzej nekako naš strokovna podpora in support v vseh teh strokovnih podlagah za vse ostale aktivnosti, ki jih izvajamo. Ob teh izobraževanjih današnjem jih bo še nekaj, tudi delavnic, pa tudi potem še na drugi fazi še nekaj predstavitev, tudi interaktivni zemljevid bo nastal, raziskava še dodatno, tako da bo še kup zanimivih izsledkov, verjamem. Potem Sevničani, KŠTM Sevnica bodo se osredotočili na Ajdovski gradec nad Vranjem pri Sevnici, ki bodo tudi skupaj s Posavskim muzejem pripravili, tudi mislim, da zelo dobro, zanimivo razstavo na gradu Sevnica, pa izobraževali bodo animatorje, vodnike. Že omenjeni KTRC Radeče bo poleg promocijskih aktivnosti tudi pripravil virtualno vsebino oziroma virtualno animacijo za njihovo lokacijo. Gre za Ajdov grob iz starejše železne dobe, v bistvu se nahaja višje nad Radečami, nad Svibnim, nad Radečami, pravzaprav v takih gostih obronkih. No in potem imamo še hotel Ajdovec,
ki se je pa vključil tukaj z razvojem jedilnikov za 4 različna zgodovinska obdobja ajdov v Posavju, gre za od mlajše kamene dobe pa do pozne antike. Pripravili bodo potem pa tudi še kulinarične delavnice in prenesli se ta znanja, ki jih bodo v tej prvi fazi odkrili, pa tudi preizkusili recepte, potem prenesli tudi še na ostale. V našem zavodu pa v bistvu se bomo bolj v vsebinskem delu oziroma v tem mehkem delu pač bili tudi podpora na lokaciji Ajdovska jama, kjer bomo predvsem v eksperimentalni arheologiji poskušali pokazati, kako so živeli, kako so pač rokovali z določenimi predmeti v mlajši kameni, pa tudi še v bakreni dobi. Izobrazili bomo tudi animatorje, tudi nekaj vodnikov, še potem tudi za te naravne zanimivosti. Predavanj bo tudi nekaj, nabavili bomo tudi svetilke čelne za obiskovalce jam in tako naprej. Glavnem, ko bo potem projekt zaključen, mislim, da bomo zelo dobro opremljeni tudi z različnimi vsebinami in programi, ki jih bomo potem tudi povezali. Pozabila sem povedati, da seveda KTRC Radeče bo tudi potem na koncu povezal vse te naše vsebine, razvite vsebine in programe v pač več oziroma pač kompleks integralnih produktov, ki pa naj bi potem res še živeli naprej. Toliko na kratko, hvala lepa Posavskemu muzeju in z zelo zanimanjem čakam na predavanje. Pa lep večer vsem skupaj. Najlepša hvala, Bernardka. Tako kot je bilo povedano, je delo Posavskega muzeja Brežice tisto, ki pač nekako bo skušalo z vsem znanjem, veščinami in novimi in starimi ukviriti se to. In ko govorimo o zgodbah, si mi želimo predvsem resnične zgodbe, čeprav seveda zdaj, kaj je resnica, je možno tudi diskutirati, sploh recimo, ko se neka zgodba ljudska tako zelo ukorenini, da ima velik pomen, tudi če mogoče v osnovi ni resnična, ampak to so še neke dileme in odprte vprašanja in dogovori in pogovori, ki bodo ves čas našega projekta odprti in jih bomo tudi nekako jih upoštevali in se o njih pogovarjali in jih tudi ustrezno opredelili, ampak da pa sploh seveda izvemo, kdo so ajdi, zakaj govorimo o ajdovskih zgodbah iz Posavja, zakaj je to tako pomembno za naše Posavje, ker je izjemno pomembno, pa seveda bomo slišali od naše kustosinje arheologinje, se pravi Jana Puhar. Izvolite, zdaj že vsi nestrpno čakamo in ajdovska deklica za vami pa tudi že stopila na drug breg. Vaš breg. Torej, ta spletni oder je pa zdaj seveda popolnoma od naše kolegice Jane Puhar. Ja, najlepša hvala direktorici za besedo in najlepša hvala tudi Bernardki za ta uvod v projekt. Jaz moram najprej povedati, da sem se tega projekta zelo razveselila, ko smo ga dobili, tudi ne samo zaradi tega, ker nam projekti vedno dajejo možnosti novih sodelovanj in ker pri njih pridobivamo nova znanja, ampak tudi zato, ker lahko pri takšnih projektih stara znanja vidimo in uporabimo v novi luči. In tak slučaj je bil tudi pri tem projektu, ko smo povezali 4 arheološka najdišča, ki na videz nimajo veliko skupnega, razen tega, da so posavska in da so arheološka. Povezuje jih pa rdeča nit, ime Ajdi. Torej vsa 4 najdišča, ki povezujemo, so dobila ime po teh skrivnostnih ajdih, ki jih poznamo iz ustnega izročila. In nekak izziv je bil to povezati v eno celoto in tudi razložiti, kaj imajo skupnega, kljub temu, da so vsa 4 iz različnih obdobij in zelo različna med seboj. Tako, jaz sem zdaj z vami delila video projekcijo. Samo malo. Torej, no, to predavanje ima tak en zelo tehničen naslov, uvodno predavanje. In nekako ideja tega predavanja je bila predstaviti te 4 lokacije, o katerih bomo govorili, ta 4 najdišča in jih povezati, kot sem že povedala. Začeli bomo z najstarejšim najdiščem od vseh 4, to je Ajdovska jama pri Nemški vasi. In če bi kateregakoli arheologa vprašali, naj v enem stavku povzame, zakaj je to najdišče tako zelo pomembno,
lahko rečemo, da je to edino jamsko grobišče iz mlajše kamene dobe v Sloveniji, daleč najboljše raziskano neolitsko grobišče iz tega časa, tudi lahko rečemo v Sloveniji, in zaradi te edinstvenosti je dejansko ključnega pomena za preučevanje tega obdobja pri nas. Tu vidimo na tem prvem slajdu, imamo en zemljevid, kjer je označena ta lokacija najdišča, in tu je še ena stara slika vhoda, zdaj je to verjetno s to prenovo izgleda drugače, viden je vhod v jamo. In če se najprej ustavimo pri geografiji in geologiji, mikrolokacije, lahko povemo, da se Ajdovska jama nahaja v južnem delu Krškega hribovja, severno od Senuš in južno od Krškega, na zasipni ravnici, ki se imenuje Kartušev dol. Zdaj bom pa tule nadaljevala s projekcijo, tu imamo ta pogled, te ravnice. In na njenem severozahodnem delu se nahajata dva vhoda v jamo. Na tej desni sliki pa vidimo ta dva vhoda. Se pravi, en vhod je višje, torej se nahaja na višji nadmorski višini kot drugi, se pravi, levi vhod je 9 metrov, desni pa 5 metrov višji od nivoja Kartuševega dola. Pod desnim vhodom je stabela, hkrati požiralnik in bruhalnik, ki ob močnejšem in dolgotrajnejšem dežju bruha vodo. In ta voda po strugi meandrira čez ravnico in ponikne v bližnjem ponoru na jugovzhodnem delu Kartuševega dola. To je tak čist kratek geografski in geološki oris. Krško hribovje zaradi geološke podlage pripada tipu fluviokrasa, za katerega so značilni vsi površinski, vodni in podzemeljski pojavi. Za arheologe so pa seveda najbolj zanimive kraške votline, v katerih so se ljudje skozi vsa obdobja zadrževali. Jama sodi med suhe jame, leži na pritočni strani Kartuševega dola in oba ta vhoda, ki jih vidimo na sliki, nakazujeta nekdanjo višjo gladino podzemeljske vode. Sedanja podoba jame pa je nastala po prenehanju te njene hidrografske funkcije in je bila zasuta sedimenti. Torej, jama ni samo arheološko najdišče, je tudi geomorfološka naravna vrednota državnega pomena in Kraško polje s ponikalnico pred njo je prav tako naravna vrednota lokalnega pomena. Zaradi posebnih prebivalcev jame, to so netopirji, ki jih tu vidimo na sliki, tudi vključeno v območje Natura 2000 in je tudi ta obisk jame omejen na obdobje, ko obiskovalci ne motijo netopirjev. In tu je že en prvi, recimo tak dokaz, na kakšen način sta naravna in kulturna dediščina neločljivo povezani, in to je sploh v tem našem projektu se vsa ta dediščina arheološka in naravna neločljivo res prepletata in mi moramo torej skrbeti za ohranjanje tako ene kot druge. Zdaj, če se na kratko, ne bom prav dolgo o zgodovini raziskav jame razlagala, če se na kratko ustavimo. Pri tem jama je zaradi izjemne te svoje lege privabljala raziskovalce že v prejšnjem stoletju. Prve omembe o najdbah zasledimo že pri Karlu Dežmanu in Jerneju Pečniku. Da je Pečnik v jami celo kopal, nam potrjuje ta ohranjen napis, ki ga vidimo na zaslonu. Na desni strani tega veznega rova jame, na prehodu v glavno dvorano je zapisal, tako kot tu piše, cela jama pregledal 5. december 1884, sledi njegov podpis in še kopali, potem pa so te napisi, preostalih so pa zabrisani, podpisi izkopovalcev in podpis Karla Dežmana. O različnih obiskih jame v prejšnjem stoletju pričajo še drugi podpisi, Walter Holega, Hroščar, Martin Humek, kmetijski strokovnjak, torej marsikdo je želel ta svoj nek pečat pustiti v jami. V letih
pred drugo svetovno vojno sta iz jam v Posavju posredovala precej podatkov in najdb, zbirali starin, Otto Aumann iz Krškega in kustos Narodnega muzeja Rajko Ložar. Vse številnejše najdbe, ki so bile odkrite v jami, so pa spodbudile k raziskavam tudi Srečka Brodarja, ki je iskal predvsem sledove paleolitske poselitve, pri čemer mu je pomagal Otto Aumann. Tu imamo letnico 1938. Brodar se je ukvarjal pretežno s paleolitikom in je dejansko tudi to paleolitsko poselitev iskal, ampak sicer je odkril nekaj paleolitskih kamnitih orodij, ampak ne moremo pa trditi, da je bila jama paleolitska postojanka, ker je bila verjetno omejena zgolj na te občasne obiske v starejši kamenni dobi. No tako, po dogovoru, torej Brodar je izkopaval, no tu imamo zdaj eno sliko tlorisa jame, vidimo, da je jama podkvaste oblike. Označeni so tej segmenti, kjer se je po letih izkopavalo. Brodar je izkopaval v levem in desnem hodniku, vidimo s to oranžno šrafirano črto, kjer so potekale izkopavanja. Najdbe je prevzel Narodni muzej. Živalske in rastlinske ostanke, kostne ostanke, vzorce, semen so pa shranili v Pokrajinskem muzeju Celje, kjer pa se na žalost niso ohranili, ker so bili med drugo svetovno vojno, med bombardiranjem uničeni. Tako da ugotovili smo, torej Brodar ni dokazal stalne paleolitske poselitve, veliko je kostnih ostankov jamskega medveda v jami, tako da lahko rečemo, da je jama bila bivališče torej jamskega medveda in odkril je pa tudi neolitske sledove. Sicer Brodar se ni ukvarjal z neolitikom, je pa potem leta 1967 te raziskave prevzela Paola Korošec in to je bila tudi velika prelomnica v poznavanju torej arheologije Ajdovske jame. Kajti Paola Korošec je prva opredelila namembnost prostorov, jamo je definirala kot podzemno pokopališče in prostor čaščenja spomina na pokojnike. In odkrila je v jami 4 horizonte, 4 kulturne plasti, ki jih je umestila časovno na podlagi primerjav najstarejšo globoko v neolit, na podlagi primerjav z moravsko keramiko, najmlajšo pa z lasinsko kulturo, ki ima vzporednice na področju Panonije, skupino Balaton in Polshals na Koroškem. V letu 1982 torej se raziskavam v jami pridruži še oddelek za arheologijo in 2 leti kasneje Posavski muzej Brežice, takrat s podporo Kulturne skupnosti Slovenije. Tako da je jama res, zadnje izkopavanja so bila pa še leta 2002, tako da vidimo, da je to res eno izredno dobro raziskano in poznano najdišče. Čakamo pa še na celovito objavo teh raziskav, ki jo pripravlja Milena Horvat z oddelka za arheologijo. No, če pogledamo pa zdaj rezultate, torej te arheološke raziskave, ki so bile izvedene v 80. in 90. letih, ponujajo najboljši vpogled v gospodarstvo, način življenja, prehranjevalne navade, način pokopa, duhovno kulturo pozno-neolitskih skupnosti v Posavju, torej v 5. tisočletju pred našim štetjem. Vzorci, najdbe so tiste, ki so bile, ki jih je bilo mogoče datirati, so datirane z radiokarbonskimi datumi, čas, torej datacije so 4400 do 3800 pred našim štetjem. In odkritih je bilo 5 kulturnih horizontov, kot rečemo, ali plasti iz različnih obdobij, že omenjeni paleolitik, ki je omejen zgolj na občasne obiske jame, torej ne moremo reči, da je jama postojanka. Ta drugi horizont je torej glavni, o katerem govorimo, neolitski, ko je jama grobišče in prostor kulta, prostor obreda. Znotraj te faze so spet 3 faze odkrite. In vsi naslednji kulturni horizonti pa nekako so te obiski jame zvedeni zgolj na
jamo kot pribežališče, ne, torej v pozni antiki, v visokem srednjem veku so jamo uporabljali kot občasno zatočišče. No, tu imamo še en tak zemljevid, kjer so prikazane te skupine pokopov. Vidimo spet, tu imamo obliko jame, pokopi se nahajajo v levem hodniku in v centralni dvorani, ne, ta osnovni, ta osrednji del so tako poimenovali. Desni hodnik pa naj bi služil kot ritualni prostor za ekskarnacijo trupel. Torej, oni so te pokojnike v tem desnem hodniku recimo se od njih poslovili, so jih nekako tam položili in ko so ta trupla propadla, so kostne ostanke pokopali oziroma, ne bomo rekli pokopali, ker niso bili prekriti z zemljo, ampak so jih dejansko položili v ta centralni del in v ta levi hodnik. Verjetno s temi pogrebnimi rituali so povezani tudi ostanki okre in te venci kamnov, ki so ločevali pokope, se vidi, zdaj ne vem, če vidite, tole pokažem z miško. Torej, dva taka venca kamnov sta ločevala pokope in odkrita so bila tudi 3 kurišča, eno v levem hodniku, 2 v centralni dvorani, ki so bila verjetno tudi povezana z tem pogrebnim ritualom. Pokojnikom so pridajali osebne predmete, orodje in nakit, poleg tega pa tudi posode, ki so bile napolnjene s hrano, žitom, mesom. Odkriti so bili ostanki neke tudi take nabuhle mase, ki bi lahko bila neko testo, kruh ali pa mogoče sir, v teh miniaturnih posodicah, ki se jih vidimo pod številko 1 in 2. Pa je bilo, torej v eni so bili odkriti ostanki masti oziroma živalskega loja in jelkove vejice. Te posodice interpretiramo kot kadilnice ali kot svetilke. Vidimo, da imajo tudi luknjice za obešanje, s katerimi so, torej te svetilke so verjetno bile obešene na nekih vrvicah in so morda z njimi nihali ob pogrebnem ritualu. Torej, skoraj gotovo so glede na svojo obliko služile za namene kulta. Zanimivi so tudi rezultati lesnega oglja in semen. Gozd je bil takrat že zelo razredčen, bukev še ni zastopana in gozdna vegetacija je prav tako že očitno močno bila pod človekovim vplivom. Prevladovala sta hrast in gaber, vrba, topol, leska. Gojili so pa več vrst pšenice, torej najdena je bila enozrnica, dvozrnica, ječmen, od stročnic pa bob in grah. Analiza živalskih kostnih ostankov pa kaže, da so gojili govedo, ovce in da so lovili divje živali. Tako da vidimo, v bistvu, kako so nam te analize dale odličen vpogled v življenje in gospodarstvo teh ljudi. Naj povem še, da naselbina, ki naj bi pripadala temu grobišču, še ni odkrita, ampak se recimo že iz teh pogrebnih ostankov lahko veliko ugotovi o življenju ljudi. Tu so še na fotografiji še drugi grobni pridatki, recimo zanimiv je ta pod številko 1. To je bil nakit iz školjke Spondylus. Spondylus so morske školjke, ki izvirajo iz Sredozemskega morja, torej iz Egejskega ali iz Jadranskega morja in dokazujejo torej, da je takrat že obstajala trgovina na dolge razdalje. Pod številko 2 so te posode, ki so jih napolnjene s hrano pridali pokojnikom. Številka 3 je zanimiva, ker je tole lončena zajemalka, sicer lesenim ročajem, ki se ni ohranil, in tudi torej kamnite sekire so ravno tako pridajali. Tu so pa še drugi grobni pridatki, torej pridajali so jim poleg hrane tudi osebne predmete, nakit, orodje, vidimo sekirica, številko 5,
1, 2, 3 so iz torej zoba medveda, iz kremplja jamskega, iz medvedovega kremplja, pa izdelani neki obeski. Pod številko 4 imamo iz kosti drobnice izdelano ogrlico. Številka 6 je tudi ena zelo zanimiv predmet, ki so ga pridali pokojnikom, je pa iz kosti mladega goveda. Ne vemo, ali je to že končni izdelek ali je polizdelek. Najprej so bile hipoteze, da gre za polizdelek, iz katerega naj bi se izdelale jagode. Druga hipoteza pa je, da gre za glasbilo, da torej z nekim drgnjenjem potem se proizvaja zvok, tako da to je še ena taka zanimiva možnost za eksperimentalno arheologijo. Zdaj smo pa že pri naslednji. Torej, to je bil en tak hiter pregled čez ta neolitik, Ajdovske jame. Zdaj pa se bomo predstavili na naslednje najdišče, ker ne vem, koliko časa nam bo vse vzelo, če pa bo treba, se bomo pa še vrnili k Ajdovski jami. Torej, naslednja lokacija je pa že tako nekaj tisoč let kasneje, to je Ajdovska jama v Silovcu pri Sromljah. Je prav tako, torej ime si deli s prejšnjo Ajdovsko jamo, ta sicer se nahaja, vidimo tudi na zemljevidu, v severnem delu Bizeljskih goric, v gričevnatem svetu, na južnem pobočju Orlice, ki se počasi spušča torej na te terase izrazito ravninskega Brežiškega polja. Jama leži na zahodnem robu razloženega naselja Silovec pri Sromljah, na pobočjih, ki so namenjena večinoma vinogradništvu, blizu izvira Sromljice in nekoliko odmaknjena od ceste. Torej, v bistvu jama je del oziroma leži pod 50 metrov dolgim skalnim robom, blizu katerega sta postavljeni domačija in viničarija, ki se naslanja prav na to kamnito steno. Danes je to Silovec 20, Kosovi tam živijo, nekoč pa je bila to Primožičeva oziroma Klemenčičeva domačija. Tako, toliko o lokaciji. Tu imamo 2 fotografiji jame, to sem sicer posnela pred 10 leti, ne vem točno, kakšno je stanje. Torej, gre za suho vodoravno jamo, ima toplo klimo, morda je bil to nekdanji vodni rov. Ta prostor ni dolg, jama je zelo ozka, tesna. Domačini pa vedo povedati, da je nekoč jama bila prehodna, da se je dalo skozi njo torej nekam naprej, da je ta rov še peljal. Zdaj sicer je to vse zasuto. Zakaj je ta jama zanimiva? Torej, Anka in Drago Kos sta leta 1959 obvestila Stanka Škalerja, takratnega ravnatelja Posavskega muzeja Brežice, o neki nenavadni najdbi, ki naj bi jo odkrila torej znotraj jame. Vsi predmeti, ki sta jih odkrila, so tule vidni na fotografiji. Torej, istega leta je Stanko Škaler z Francetom Staretom objavil to najdbo in jo je takrat že torej pravilno opredelil kot depojsko zakladno najdbo ali založno zakladno najdbo. To je pač poseben izraz za torej najdbe, ki so značilne, oziroma za en način deponiranja predmetov, ki je značilen za torej pozno bronasto dobo. Takrat so namreč take najdbe relativno pogoste. Ljudje so, o vzrokih bomo malo kasneje povedali, ljudje so torej na posebnih skritih mestih, v jamah zlasti, odlagali ali pa zakopali torej večje te skupke bronastih in bakrenih predmetov. Temu rečemo depojska zakladna najdba in torej edina taka najdba v Posavju je prav iz Ajdovske jame v Silovcu. Torej datirana je v konec 2. tisočletja pred našim štetjem, torej v neko že končno fazo, razvito fazo
kulture žarnih grobišč. In tule, če si pogledamo predmete, te predmeti na levi strani so bakreni surovci, te so bili celo na analize dani in je dejansko čisti baker, to so neki pripravljeni, niti ne še pol izdelki, ampak ja, dejansko surovci, iz katerih so se potem delali različni predmeti. Tu imamo potem 5 bronastih jezičasto-ročajnih srpov, to je čisto tehničen oziroma arheološki izraz. Tule niso vsi celi, nekateri so polomljeni. Odkrita je bila še bronasta tulasta sekira, tulasto dleto, vidimo bronasti zapestnici, tordirana ovratnica, kamnit brus, no in torej že omenjeni surovci. No, tu imamo še en tak približek tega predmeta, tega srpa, ta je najbolje ohranjen. Torej, govorili smo o poznobronastodobnih založnih depojskih najdbah, torej gre za večje število, ne smo rekli namerno zakopanih ali na drugi način skritih predmetov. Torej, to je pojav, ki je značilen za to obdobje, je to neka posebnost, zdaj pa razlag je več. Ali so te najdbe zakopali oziroma skrili kot neko premoženje, torej zaradi nemirnih časov, da bi kasneje prišli ponj, ali pa gre za nek zakladnik, torej daritev povezano s kultom. To sta dve možni razlagi. Vsekakor pa gre za edino tako najdbo pri nas. Leta 2004 je Posavski muzej izvedel izkopavanja v Ajdovski jami. Vidimo tu, mogoče na teh fotografijah se bolj vidi, kako je to res, v bistvu ta prostor precej majhen, tako da so lahko izkopali samo 2 sondi, eno v sredini jame, eno pa čisto v zadnjem delu jame. In kljub temu, da so kopali do skalne osnove, ni bilo odkritih nobenih najdb iz torej pozne bronaste dobe, iz tega časa, kot je bila ta depojska založna najdba. So pa lahko potrdili, da je jama v pozni antiki, torej od 4. do 6. stoletja, služila kot pribežališče, ker so bili odkriti ostanki lončenine in kurišč, tako da je bila verjetno služila kot pribežališče. Takrat je bila potem na lokaciji tudi postavljena informativna tabla po končanih izkopavanjih leta 2007. In nekako tako se je ta zgodba jame v bistvu zaključila, nekako je sicer dostopnost je bila, oziroma nekako je bilo narejeno, to je bilo skupaj s turističnim društvom Stromlje, torej nekako mišljeno, da bi omogočili dostopnost jame, da bi se malo popularizirala, ampak zdaj je mogoče že čas, da še mi malo oživimo to vedenje in poznavanje jame. Naslednja lokacija, gremo kar po tej naši časovnici naprej, zdaj smo v starejši železni dobi, se bomo prestavili proti Radečam, torej tu vidimo na zemljevidu Svidno in pod pobočjem Jatne, ki jo vidimo na zemljevidu, je bil odkrit tako imenovan Ajdov grob, vidimo spet ima ime po Ajdu. Gre pa za gomilo iz starejše železne dobe, vemo, da vemo, da so v starejši železni dobi torej ta halštatska elita, ki je že poznala torej to tehnologijo predelave železa, da so imeli naselbine na vrhu hribov, da so pokopavali v gomilah. Gomile so bile družinske rodovne grobnice, v gomili je lahko pokopan en posameznik, lahko je tudi do 50 pokopov, imajo večje gomile. Ampak pri tej gomili je zanimivo, ker je osamljena, dejansko drugih gomil v okolici ni videti. Koliko pokopov je bilo v njej in kakšne so bile najdbe, pa žal ne vemo, ker se niso ohranili, oziroma je gomila morala biti že kar precej
dolgo nazaj izropana. Namreč gomile so v pokrajini tak dobro vidna neka torej struktura, dobro vidno delo človeških rok in tisti, ki so vedeli, da se v gomilah nahajajo predmeti ali pa so bili radovedni, so to dejansko skozi vsa obdobja te gomile raziskovali, kopali ali pa izropali. Tako da ta gomila dejansko nima več nekih predmetov in tudi se pa vidi, recimo tule imam ta lidarski posnetek, lidar, vemo, da je svetlobno zaznavanje in merjenje, torej z odbojem žarkov zaznavamo površje in tule na sredini vidna gomila in celo ta ukop, ko je bila gomila izpraznjena, je viden. Iz same lokacije sicer nimam prav veliko fotografij, oziroma je zelo težko posnet, ker je dejansko zdaj že ta lokacija zaraščena, se pa vidi tisti ukop še vedno. Tako da to je mogoče res lokacija, o kateri imamo najmanj podatkov. Janez Dular jo je vključil v to svojo topografijo in je dejansko bila na terenu prepoznana kot gomila in je objavljena, ampak ni pa toliko znana o njej kot o ostalih najdiščih. Tako, zdaj pa preskočimo kar enih, koliko, 1500 let skoraj naprej. In imamo naslednjo ajdovsko lokacijo, to je pa Ajdovski Gradec nad Vranjem pri Sevnici, vidimo na zemljevidu, kje se nahaja, tule imamo Sevnico. Torej, ta naselbina, utrjena naselbina leži v odročni dolini pod Bohorjem. Torej, nahaja se 4 km od Save na 445 metrih nadmorske višine. Ta hrib, na katerem je ta poznoantična postojanka, je 100 metrov dvignjena do ostalo okolico in vidimo tudi, kako se dejansko prilagaja tej obliki terena. Na samem vrhu hriba je in se po tem grebenu so dejansko razporejeni ti objekti. Kaj je ljudi gnalo, da so si naredili v tako odročnem in skritem kraju torej svoja prebivališča? Torej vemo, da je ob propadu Rimskega imperija, da so številna plemena, številna ljudstva upadala in prečkala ta prostor. In recimo rimska mesta, kot je Neviodunum ali Celeja, so nekako v 5. stoletju že opuščena in s tem časom pa se upada tudi nastanek takih višinskih postojank, kot je Ajdovski Gradec. Torej, to so bila pribežališča, kamor so se ljudje zatekli in skrili v nemirnih časih. Dokazuje tudi torej ta nedostopna, skrita lega, obzidja, obrambni stolpi. No, tule imamo ta tloris Ajdovskega Gradca. Zgodovino raziskav bomo spet čisto na kratko. Torej, v začetku 19. stoletja že je bil odkrit sarkofag na tem območju in je tudi objavljen. Takrat ga je celjski gimnazijski profesor Ivan Anton Zupančič objavil. Potem je na kratko Jernej Pečnik tudi raziskoval na Ajdovskem Gradcu, ampak njega takrat to ni tako zelo zanimalo, je bilo težišče njegovega dela predvsem na Kranjskem. Potem pa je v začetku 20. stoletja Emanuel Riedl pričel z raziskavami. Večje izkopavanja so se pa potem v začetku 70. let začela, ko je kopal Narodni muzej in Inštitut za prazgodovino in zgodnjo zgodovino iz Münchna. In te raziskave so kar dolgo trajale, tako da je dejansko Ajdovski Gradec ena bolje raziskanih poznoantičnih utrdb, višinskih postojank pri nas.
No, tule vidimo še eno tako rekonstrukcijo naselbine, tudi precej dobro objavljanje. Tako naj bi torej izgledal. Torej, zakaj je, če na kratko povzamemo, zakaj je ta višinska postojanka tako izjemna? Ja, imamo zelo torej dobre rezultate raziskav, posebna je pa tudi ta njena arhitektura, namreč v tem osrednjem delu naselbine, na samem vrhu, torej govorimo o tem delu, so bile odkrite kar 3 cerkve. In tule vidimo tloris teh cerkva. Mi pa nekam skočilo. Torej zgornja cerkev, tu vidimo rekonstrukcijo, tole je zgornja cerkev, je bila namenjena verjetno maševanju. Spodaj, na spodnji terasi sta bili pa še 2 cerkvi, ki so se držali skupaj. Ta spodnja je verjetno služila za birmanje in notranja oprema tega objekta je izredno dobro ohranjena. Druga, ki se je pa držala, pa je bila nedvomno krstilnica zaradi torej tega šesterokotnega krstilnega bazenčka. Zanimiva pa je zaradi te pravokotne apside, ki je bolj redkost kot ne pri teh poznoantičnih cerkvah. No, če se vrnemo k tej spodnji cerkvi, ki je bila namenjena birmanju, v tem, torej v prezbiteriju je dobro ohranjena polkrožna klop, ki je bila namenjena duhovščini z osrednjim sedežem, ki naj bi bil namenjen škofu, k temu se bom še vrnila, ker te interpretaciji, da je bil Ajdovski Gradec bivališče škofa. In ostanki so pa tudi torej marmorne oltarne mize s 4 podnožji. V tem jugozahodnem kotu pa je bila odkrita tudi grobnica z 5 okosti, verjetno so pripadala cerkvenim dostojanstvenikom. No, tule imamo še enkrat tako malo bolj natančno izrisan tloris, na katerem se vidi, torej tu se vidijo ta podnožja te oltarne mize in rekonstrukcija. Bili so odkriti odlomki, torej roba oltarne mize in teh 4 spodnjih delov. Iz te cerkve je bilo tudi ohranjeno okensko steklo. V krstilnici, natančneje v tej pravokotni apsidi, je bila pa odkrita kamnita skrinja, v njej pa je bil, torej ne takšen, kot je tu na sliki, ker to je rekonstrukcija, ampak te kovinski deli relikvijarija. To je pa rekonstrukcija. Sicer ta relikvijarij se nahaja v Neomu, v Gradcu, ni pri nas. No, tule pa vidimo še enkrat risbo, rekonstrukcijo relikvijarija. Kaj torej pomeni takšna specializiranost teh cerkvenih zgradb? Se opravičujem. Najverjetnejša interpretacija je, da je Ajdovski Gradec bil sedež, škofovski sedež. Torej, taki kompleksi s 3 cerkvami so izredno redki. V vzhodnih Alpah so to Kučar v Beli krajini, Sveta Hema na Koroškem in Lavant na vzhodnem Tirolskem. Ajdovski Gradec je sicer od teh najpoznejši. Vsekakor pa gre za eno pomembno sakralno središče, ki nadaljuje torej tradicijo škofovskih sedežev v nekdanjih rimskih mestih. Vemo, da v 4. stoletju so tudi že v rimskih mestih se poznamo to arhitekturo, so se torej z milanskim ediktom je krščanstvo postalo religija tudi rimskega cesarstva in v mestih, v centrih mest v 4. stoletju že imamo cerkvene objekte, tako da se potem ta tradicija premakne tudi v te višinske naselbine. Odkod je škof, zdaj možnosti je več, ali neke interpretacije so bile, da iz Celeje škof torej se pribežal v Ajdovski Gradec. To je pač ena možnost. Prebivalci tudi, lahko da so bili iz Celeje, lahko da so bili iz Nebjodunuma, tega točno ne vemo. Vsekakor pa je torej šlo za eno pomembno središče.
Tule vidimo na tej spodnji sliki, še imamo druge objekte zarisane, no, in ta večja stavba, ki se nahaja jugovzhodno od cerkve, je bilo verjetno škofovo bivališče, to je največja stavba na naselbini, ima neke 3 predeljene prostore in zanimivo je, da so v izkopavanjih lahko natančno ugotovili namembnost vseh 3 prostorov. V enem so bili merilni pripomočki, kar še dejansko bolj poudarja to, da je šlo za neko pomembno osebo, ki so ji zaupali te inštrumente, ne. Odkrita je bila utež, ki jo vidimo na sliki, torej bronasta utež, posrebrena, ki je sicer po slogu izdelave in tudi vidimo po obrabi, ne, da so jo veliko uporabljali. Je sicer datirana iz 1. stoletja, no, je rimskodobna, ampak tudi po obleki se to vidi, ne, to je sicer v starejših virih je interpretirana kot utež boginje Lune, ampak dejansko gre za neko poprsje oziroma nek doprsno plastiko neke mlajše deklice z eno tako posebno frizuro, z tuniko, ki se spenja na ramenih, z luničastim obeskom. Torej, gre pa za merilni pripomoček, ne. Poleg tega je bila še odkrita posrebrena skleda tehtnice, pisalo, amfore kot merniki za tekočine, možnar kot mera za razsuto blago. Torej, vidimo, da je imel te merilne pripomočke, potem pa je bila še ena hiša interpretirana kot bivalni prostor, kot neka senčna lopa. Najdbe iz naselbine so v bistvu tako precej raznolike in pričajo o tem, kako so se morali ljudje v tistih nemirnih, težkih časih sami znajti, kako je dejansko naselbina morala biti samooskrbna in kako so vsi obrtniki tudi tam prebivali, ki so izdelovali vse, kar se je potrebovalo, ne. Tu vidimo na levi strani koščen glavnik, torej v tem trikotnem objektu, ki je bil, bom potem se vrnila na zemljevid naselbine, ob obzidju je bil odkrit en objekt, v katerem je verjetno prebival nekdo, ki je izdeloval izdelke iz kosti in roževine, ker so odkrili tam jelenovo rogovje in vse te razne svedre in pripomočke. Torej ta glavnik je tam odkrit, tule so potem na desni strani vidimo pol izdelki tudi iz kosti in iz rogovja, tule vidimo pasmo spono, ne, potem pripomočki za osebno nego, neke srebrne igle, v glavnem naselbina je nedvomno, no, če zdaj navežemo na to, zakaj taki predmeti sploh ostali v naselbini. Naselbina je bila požgana, ne, ostanki žganine so bili odkriti ob izkopavanjih in očitno je bil ta njen konec nenaden in nasilen, ker sicer, če bi se ljudje mirno odselili, bi vse te predmete vzeli s seboj. Torej, na naslednjem slajdu vidimo še druge take predmete vsakdanje rabe, lemež, torej rezilo tega lesenega pluga, kamnite bruse, svedre, torej vse te predmete, ki so jih uporabljali pri kmetijstvu, pri lesno, recimo obrti vezani na izdelovanje iz lesa. Tule sta 2 ključa in tule pa vidimo glinena in rožena vretenca za prejo, torej tudi tekstil so si morali izdelati sami. In eno tako vretence je bilo tudi odkrito v zbiralniku. No tu imamo pa še lončenino, evo na kratko, lončenina je nekako v 3 skupine, jo lahko razdelimo. Romanska, torej to so te neposredni nasledniki oziroma ljudje, ki so iz rimskih mest in se pribežali in se kaže ta tradicija. Potem vzhodno-sredozemska, to so uvožene posode, amfore, v katerih so dragocene tekočine,
uvažali, kot sta olje in vino, ki so jih verjetno uporabljali tudi pri obredju, ali predvsem pri obredju, in pa germanska lončenina. Tule vidimo 2 lončka s pečatnim okrasom, ki sta opredeljena kot langobardska in jih pripisujemo selitvi Langobardov, torej ko so na poti iz Panonije v Italijo bivali na tej postojanki. Zanimiv je tudi vodni zbiralnik. Tule imamo načrt naselbine, z modro je označen, izkopan je bil konec 70-ih let in zaradi teh vode, ki je še stala v njem, so se ohranili leseni deli konstrukcije, torej ta strešna konstrukcija zbiralnika se je podrla v ta bazen, kjer so imeli vodo, in tako so nekako uspeli rekonstruirati zbiralnik. Torej 4-kapna je bila torej ta streha, krita je bila s skodlami in tudi torej natančno se da ugotoviti, kako je torej bil ta zgornji del zbiralnika narejen. Zbiralnik je pa sicer, ta nadgradnja je služila tudi kot obrambni stolp. Tako. Ja, in iz zbiralnika imamo torej tudi tole, sem rekla, leseno preslico, vrtence zaprejo s tem roženim okrasom. Tako da, v bistvu res taka izjemna najdba, sploh ker vemo, da les v arheoloških kontekstih propade. Tukaj pa smo imeli to srečo, da se je v vodi ohranil in smo lahko dobili en kup takih detajlov, ki jih sicer ne bi. Tako, zdaj smo nekako zaključili s tem pregledom 4 najdišč in mogoče nas čaka samo še en tak kratek zaključek. Torej, vsa najdišča se imenujejo po ajdih, ampak kdo so sploh ti ajdi? Torej, izvor besede ajd je nekako iz nemščine in torej označuje pogana oziroma nekristjana, in je pa spet nekako preko starejših jezikov izposojen iz latinščine. Se pa izraz ajd pogosto pojavlja v slovenskem ustnem izročilu in nekako označuje nekega praprebivalca, najstarejšega prebivalca zemlje. Ajdi pa veljajo tudi za graditelje monumentalnih struktur, torej nekih nenavadnih zgradb, torej vseh teh stvari, ki jih nekako ljudje niso znali razložiti. Te velikani ne bi bili obdarjeni s posebnimi močmi in veliko zgodb tudi govori o stikih med ljudmi in ajdi. In nekako raziskovalci so prišli do tega, da verjetno to izročilo, ki govori o stikih med ljudmi in ajdi, govori o stikih med slovanskimi prišleki in staroselci. Kar tudi lepo sovpada s tem, da se ajdi pojavljajo, legende o ajdih in tudi toponimi povezani z ajdih se pojavljajo predvsem na najdiščih iz predslovanskega časa. Slovani se recimo pri tem niso nekako ozirali, da so, ali je to delo ajdov človeškega izvora ali naravnega, ker ko človek poimenuje neke elemente okolja, pa ne glede na to, ali so delo narave ali delo človeških rok, kakor jih poimenuješ, kakor jim daš neko interpretacijo človeško, vsi elementi postanejo kulturni elementi in na tak način so jih tudi oni videli, torej ne glede na to, ali je šlo za jamo, ali je šlo za zgradbo, vse je bilo delo ajdov. Torej na neki točki se je to izročilo spojilo z ljudskimi predstavami o velikanih in dejansko, kot smo povedali, gre za stike med
med Slovani oziroma za stike, za ta nek stik Slovanov, ki so prišli v 6. stoletju v ta prostor in so se srečali z ostanki ljudi, ki so pred njimi živeli v tem prostoru in so si jih torej na svoj način interpretirali. Kakšna je torej povezava med temi lokacijami? Slovanski prišleki so si prostor in pojave v njem razlagali preko mitizacije teh praprebivalcev, preko teh mitov so se oni razložili naselbinske ostanke, najdbe in tudi določene naravne elemente. Oni niso časovno ločevali med temi ostalinami, so jim pa pripisovali mitski pomen in na te ostaline so pogosto navezovali verovanja in obrede, ki jih danes lahko zaznamo skozi izročilo. Sicer v našem primeru ni bilo izročilo sistematično zbrano, tako da so nam ostali te toponimi, je pa na nek način ta preteklost prostoru zapisana. Prostor je bil za te ljudi izhodišče, oziroma za vse nas je izhodišče vizualizacije spomina. Izročilo je vezano na prostor in človek se spominja preteklosti v povezavi s prostorom. No in še enkrat se vrnemo na to, kar se je pri vsakem najdišču pokazalo, torej to tako ohranjanje dediščine in ohranjanje okolja, tule sta neločljivo povezana, gresta z roko v roki in dejansko tudi pri tem projektu je situacija taka, da si prizadevamo in za ohranjanje kulturne, za ohranjanje naravne dediščine na teh vseh 4 lokacijah in ohranjanje izročila v prostoru. Tako, zdaj bom pa jaz počasi zaključila, se vam zahvalila za pozornost in odpiram debato, vprašanja, sprejemamo. Evo, zaključujemo pa sliko ajdovske deklice iz Radeč. Tako, hvala lepa za pozornost. Hvala, Jana. Zdaj pa tako, kot je bilo rečeno, prostor za vprašanje, za kakšno mnenje, za kakšen dodatek, izvolite. Aha, nekaj imamo. Če se lahko jaz oglasim. Živijo, Duška. Živijo, lep pozdrav vsem. Jaz bom tako rekla, iskrena hvala Posavskemu muzeju Brežice in pa tudi Jani Puhar za tale zgodovinski pregled, da smo dobili zdaj eno celostno sliko nad zgodbo, ajdovskimi zgodbami in mislim, da nam bo zdaj mnogo lažje peljati zadevo. Toplo se priporočam tudi za tale posnetek, mi bi ga namreč želeli dati našemu oblikovalcu, ki bo začel izrisovati tole pri nas tole področje ajdovskega groba in pa seveda tudi, da še mogoče enkrat v miru malo preberemo ta zgodovinska izhodišča, pa tudi njemu damo to prebrati, mogoče kot PDF ali kakorkoli. Tako da odlično pripravljeno, hvala lepa. Hvala. Najlepša hvala, Duška. Imamo še kakšno vprašanje? Če lahko še jaz. Hvala lepa, tudi v mojem imenu. Bi pa mogoče opozorila ali pa izpostavila, da seveda niso samo te 4 ajdovske lokacije v regiji, da jih imamo še kar nekaj, da smo jih že nekaj detektirali in da, prej sem tudi pozabila omeniti, izvajamo v okviru študijskega krožka že raziskovanje po terenu in da smo bili recimo tudi pri Studencu, kjer smo našli tudi recimo ajdovsko peč pa ajdovski Britov.
pa prejšnjo nedeljo recimo pri Podbočju Levakovo jamo, ki je tudi ajdovska jama imenovana v Dolu. Slišali smo, da obstaja še ena ajdovska baba nekje pri Orešju, na Bizelskem, pa na Bohorju so ajdovske peči. Nebeška gora, tam v Radeški občini, tudi sicer imenovane so babe, oziroma ajdovske babe, ki je hkrati tudi naravna vrednota in smo spet tu v povezavi z naravo in kulturno dediščino. Zdaj nam še malo manjka v Kostanjeviški občini, če bi mogoče še kakšna ajdovska lokacija obstajala in malo izzivam, za kakšno, pa prosim za informacijo. V Bistrici ob Soti smo tudi ugotovili, da imamo nekaj takega, da celo v bistvu njihove ruševine gradu naj bi nastale, je pravzaprav delo ajdov, tako da neke zgodbice obstajajo in bomo seveda šli pa tudi na teren še pogledati. V tej ekipi smo pravzaprav zelo različni, z različnimi predznanji in interesi, tudi malo testiramo dostopnost z vidika morebitnih obiskov in v teh raznoraznih naših nadaljnih programih. Tako da je kar zanimiva zadeva in vabljeni in pa tudi naprošeni lepo za še kakšne dodatne podatke in informacije. Pa seveda se ves čas toplo priporočamo tudi Jani, ki nas seveda ves čas tudi zelo lepo oskrbuje z podatki, ki se tiče arheologije, ker je to vedno seveda potem nekje tam tudi, ne. Hvala, Bernardka. Mislim, da je z nami še Manca Račič, ne? Zdaj vam ker me zanima, ona se je vključila v to skupino, je pa to naša mlada kolegica etnologinja, ki zdaj opravlja delo na Inštitutu za narodopise. Na oddelku za etnologijo in kulturno. Na oddelku, točno, mlada raziskovalka, asistentka. Ja. To se mi zdi tudi odlično. Manca je iz Krške vasi, ne? Iz Cerkelj ob Krki, ja. Pismo rosta. Nič ne vem prav, ampak dobro, vem približno, to sem se zelo malo zgrešila. Pa Manca, zakaj pa je, mislim, to pritegnilo tudi tebe oziroma vas, no, da bomo bolj... Ja, to je bilo tudi eno izmed mojih vprašanj potem, no, za vas, gospa Jana, ker zdaj na koncu v bistvu nisem čisto majčkeno zasledila ta vaš zadnji slajd, ko ste napisali, a ne, bom pa tudi samo povedala, zakaj me je tako pritegnilo tudi sodelovanje v samem študijskem krožku, pri gospe Bernardki Zorko. Namreč sama se ukvarjam raziskovalno staroverstvom v Sloveniji in to je moja v bistvu tudi tema doktorske dizertacije. In na nek način v bistvu te zgodbe so vključene tudi v moj raziskovalni program in zato sem se odločila, da se pač pridružim skupini in potem tudi, da sodelujem pri takšnih stvareh, da spremljam tudi raziskovanja, vaše raziskovanje. Me pa gospa Jana v bistvu zdaj na koncu, ko sem zasledila vaš slajd, in sem si prav zapisala, ohranjanje dediščine in ohranjanje okolja sta povezani. Pa me zanima v bistvu, v kakšnem smislu, se opravičujem, ker sem jih na koncu v bistvu šla nekaj stran, in me zanima, če bi sam še bolj natančno povedali, mogoče še enkrat se opravičujem, če vas tukaj obremenjujem s tem, ampak v kakšnem smislu mogoče, da sta obe povezani, no? V bistvu v več smislih. Mislim, eno je čisto fizično ohranjanje nekega okolja, v katerem so arheološka najdišča, kot so recimo tu vidimo, da so vsa ta najdišča so dejansko izven nekih centrov, so na nekih bolj odročnih lokacijah in torej, pa se ne glede na to, kjerkoli bi bila, je dejansko povezano čisto to ohranjanje samih lokacij, in tudi na nek način skrb za prostor, ki ima neke pomene za ljudi, se pravi skrb za to, ta duhovni del dediščine, ki se ohranja v povezavi s preteklostjo in povezavi s prostorom. V bistvu tako zelo široko gledano. Torej kot ohranjanje tudi duhovne dediščine tega prostora, zgolj neke fizične komponente. Seveda, tako. Ta duhovna dediščina je tudi moje področje zanimanja, in te zgodbe me izjemno zanimajo, zato sem zelo vesela,
tudi mi je bilo zelo zanimivo vaše predavanje. No, tako. Drugač pa ne vem, no, mogoče z Aidom sem šele, v bistvu z Aidom sem se pridružila na 2 srečanjih, tako da upam, da bomo v prihodnje lahko še kaj več pokomentirala, poprašala, zdaj pa bi mogoče prepustila besedo še komu drugemu. Drugač pa hvala, ja. Hvala. Ja, se opravičujem, ker sem malo izvala, ampak meni se zdi izjemno pomembno, da imamo raziskovalce iz našega območja in da v bistvu potem vse te raziskave vseeno prej zgodijo tudi v teh krajih, kjer so raziskovalci izvorno doma. Tudi s to temo, ki jo pač proučuješ, je dejansko fajn, da ne ostane samo na tistih območjih, kjer je bila zdaj rojena, bi lahko rekli ponovno, se pravi Kras, Goriško, zdaj imamo Rodik, recimo ta velik muzej oziroma to postavitev. Mislim, ne govorim, da so to iste stvari, govorim pač, kako pomembno je, da se te stvari čim bolj premrežijo, tako da smo hvaležni. In se veselimo, ko bojo kakšni vmesni rezultati, bomo tudi veseli kakšnega predavanja, predstavitve. Ja, tako, zato sem v bistvu tudi pristopila k samemu študijskemu krožku, ker v bistvu tudi jaz izhajam iz teh krajev, prihajam iz Cerklje ob Krki in se mi zdi zelo pomembno, v bistvu na nek način se mi je delo, da sem kar pozvana, tako da pridem v bistvu tudi v svoj kraj, oziroma v svoj kraj, v svojo kraj, v svojo regijo, potem v bistvu spoznavati te zgodbe in jih raziskovati. Zato v bistvu sem zelo vesela in zelo hvaležna, da sem lahko del raziskovalne skupine, če lahko tako rečem. In se hvala tudi za besedo. Hvala lepa. Še kdo? Duška? Ja, eno vprašanje bi še imela za Jano oziroma tudi vse ostale, ki ste, bom rekla, po tej strokovni plati vključeni noter. Zdaj so bile odlično predstavljene posamične lokacije in najdbe, kjer pač so, za razliko od nas, recimo, kjer, kot kaže, vsaj je bilo verjetno to bolj ali manj izropano vse skupaj, in ne vemo točno, kaj je bilo noter. Ampak Jana, eno vprašanje, ali obstaja pa vendar kakšna analogija za naš slovenski prostor, nek vzorec, kako so te naselbine izgledale, kako je življenje teklo v teh naselbinah, s čimer bi si lahko pomagali potem pri upodabljanju tega obdobja. Ja, recimo iz Posavja je najboljše raziskana Libna. Gre za isti čas in dejansko je tudi ena redkih, da je res tudi naselbina bila izkopavana. Ker večinoma grobišča so dobro raziskana, naselbine pa ne tako zelo, ampak na Libni dejansko imamo ta slučaj, da je oboje in naselbina in grobišče, tako da bi jo lahko po mojem vzeli za primerjavo. Sicer je to precej velika naselbina, zdaj tam imamo eno posamezno gomilo, ampak mislim, da bi se dalo recimo neke primerjave potegniti. Ker jaz sem že pred časom prebirala kar precej literature in zgleda, da je ta prostor odkle od nas naprej, pa pol vse proti centru, proti Gevsu, da je bil zelo nagosto poseljen v tem obdobju. Tako da ne vem, vprašam, če je to možno, če je to smiselno, vleč morda tudi neke povezave še s kakim drugim prostorom iz tega obdobja, da bomo pač čim bolj precizni. Tukaj zdaj Alenka pozna mojo agonijo iz projekta e-gradovi, ko pač smo bili tudi postavljeni pred dejstvom, da moramo priti do neke sheme in to izhajajoč iz ruševin, ki so v zelo slabem stanju. Zdaj tukaj pravzaprav je pa situacija še bolj zahtevna. Zato me zanima, zato da bomo lahko pač dali tudi neke konkretne usmeritve oblikovalcev. Ja, mislim, da se bo to lahko dalo, ker bomo izhajali iz tega, kar se na splošno ve o tem obdobju v teh krajih. Nenazadnje je
vsaka rekonstrukcija, tudi če ni čisto točna, je boljša kot nobena rekonstrukcija, ne. Moramo biti pogumni. Mislim, se jaz tega recimo sem, ne vem, po Nemčiji gor, pa to sem dosti teh stvari videla, ne, tako da, ampak jasno pa zdaj mi smo tukaj v slovenskem prostoru in najbrž kar potegniti neke zadeve, upodobitve s tem ne gre, ne, zato me zanima, no, kako... Ne, bomo izhajali iz tega, kar je znanega. Ja, tako. V starejši železni dobi pri nas in bomo nekaj naredili. Super, hvala. Bomo pogumni. Ker to tudi določa in omogoča projekt, zato so pa projekti v bistvu resnično nekaj odličnega, ne, ker nas združujejo tako, kot nas mogoče drugače ne bi nas, ampak ne tako čvrsto, ker če pač imamo projekt, ne, smo bolj zavezani vsem tem. To tudi Bernardka ve, ker nas je ves čas spodbujala, da smo še bolj vključeni. Saj smo si želeli, ampak ne, recimo, da projekt je pa vedno ta prav temelj, da res to naredimo, ne, in da nas tudi vsi drugi še podprejo. Saj nismo samo mi, saj imamo še financerje, ne, ustanovitelje, ne, in vse tiste, ki jih vedno potrebujemo, da lahko te stvari tudi počnemo. Dobro, to je tak projektno-direktorski, upravljavski medklic, zato da ste imeli čas še za kakšno vprašanje oblikovati. Če je še kaj. Če seveda ni, je to nekako ravno pravi čas, da zaključimo, saj smo kar dolgo skupaj, bi lahko rekli, za tak način sobivanja in druženja, tako da v tem trenutku, ko še govorim, je še kakšna možnost za kakšen medklic, drugače pa res najlepša hvala Bernardki Zorko, želimo uspešno delo tudi kot vodji projekta, hvala vsem ostalim partnerjem in seveda danes najbolj hvala naši kolegici kustosinji, arheologinji Jani Puhar, pa če ni vprašanje, razen če kaj ne opazim, predlagam, da vseeno ona zaključi, ker je največ vložila v ta večer, ne pa da ji damo zadnjo besedo in jaz pa samo res najlepša hvala vsem. Ja, bom pa še jaz rekla hvala vam, ki ste zdržali do konca. Tako da bom kar s temi besedami zaključila, no, sem že dovolj danes vas zadrževala. Hvala. Adijo. Hvala. Adijo.